Spoštovane gledalke in gledalci, prav prijazen pozdrav vam pošiljamo iz studia televizije AS, v katerem danes z nami Tomislav Zrinski, direktor javnega podjetja Komunala Murska Sobota. Dober dan. Dober dan. Danes nekako za uvod v najino srečanje, če pogledava malo, bomo rekla, v minulo leto, tiste aktivnosti, storitve, dogodke, ki ste jih izvedli, izpeljali, kakšno je bilo nekako po vaših ocenah, torej leto, ki je za nami? Ja, kar se tiče dogodkov, smo nekako zadovoljni. Malo nam je ponagajalo vreme za Mikloševo senje. Bilo je tudi kar nekaj odpovedi razstavljavcev oziroma sejmarjev. Ampak vseeno mislim, da je tisto prvo pri sejmih tudi vzdušje, tisto je pa bilo sigurno dobro. Nekako ostale dejavnosti smo tudi uspešno izvedli, kar se tiče javnih služb predvsem. Bomo pa letos seveda nadaljevali še v boljšem tempu. Seveda v lanskem letu tudi aktivnosti letnega kopališča. Je bila obiskanost nekako zadovoljiva? Ja, moram povedati, da lansko leto je bilo kar nekaj manj obiskovalcev, predvsem tudi zaradi vremena. Letno kopališče je vezano predvsem tudi na vreme. So bili dejansko vmes obdobja, ko je obiskanost bila velika, se pravi skoraj do tiste meje, koliko lahko kopališče sprejme. So pa bila obdobja tudi po teden dni, ko dejansko sploh nismo mogli kopališče imeti odprtega. Tako da obiskanost glede na leto prej in predlansko, ki je bilo nekako rekordno, je bilo kar za enih 30% manjša obiskanost. Sicer sedaj smo še nekako v tem predspomladanskem času, pogosto meseca februarja v preteklih letih še dokaj nizke temperature, letos nekoliko drugačna situacija. Kakšno je bilo to zimsko obdobje za vašo službo? Snega ne ravno veliko, malo že za Mikloševo senje, kot ste povedali. Nizke temperature so pa kar vztrajale nekaj časa. Ja, zdaj res je, nekaj plugov glih nismo uporabljali dosti. Je pa bilo kar nekaj poledice, tako da mi zimsko službo, pač varnost v cestnem prometu moramo zagotavljati in smo zato tudi vedno v pripravljenosti. Spremljamo vreme, ko pa pač vreme dovoljuje, da so pač višje temperature, pa pač izvajamo tiste stvari, ki jih lahko v rednem vzdrževanju že pozimi. Tako da smo zdaj že dejansko februarja pričeli z letnim rednim vzdrževanjem, se pravi čistimo ceste, bankine in tako naprej. Kosimo še ne. Bo pa verjetno tudi kaj kmalu prišlo. Smo v tem predspomladanskem času, visoke temperature, že nekaj dni smo imeli kar lepo vreme, če tako rečemo. Verjetno se tudi z lepšimi temperaturami, lepšimi dnevi tudi veča nekako število aktivnosti in dela, ki ga imate vi in vaši delavci. Ja, seveda, ne. Ta intenziteta zdaj raste, ne. Zdaj nisem še omenil, intenzivno se zdaj izvajajo tudi ti obrezi drevja, se pravi tisto, kar je suho, in tako naprej. Gredice se pravi obnavljajo in tako naprej v teh krožiščih ob cestah. Tako da ta spomladanska dela, se pravi, se zdaj tako večajo. Potem pa bomo enkrat prišli, če bo tako vreme, seveda, bo letos kar hitro nastopila tudi košnja, ki pa v tem rednem vzdrževanju najbolj, bom rekel, obremenjuje časovno. Upam pa, da se bomo tudi, ker se menimo nekaj z občinami, s krajevnimi skupnostmi, kar se tiče košenj, da bi se dogovorili za neke
normalne standarde, ker ne moremo pričakovati, da bodo to vse zelenice kot doma, ker to so vseeno, bom rekel, nekako travniki. Verjetno je teh površin kar precej, ki jih vi. Ja, teh površin je cirka 35 hektarjev in nekatere se pač kosijo, ne vem, tam 9 do 12 krat, nekatere 6 krat, nekatere pa tudi samo 3 krat. Ne. Odvisno seveda od lokacije in Ja, potreb. tako. Če se malo še obrneva za nazaj, izpostavila sva številne dogodke, pa me zanimajo, morda so bile v teku tudi kakšne investicije na vaši strani, morda kakšne nadgradnje določenih aktivnosti sistemov? Zdaj, prav investicij nismo imeli. Letos bomo pač, imamo nekaj internih investicij še odprtih od lani, pa tudi od predlani, ki jih pač izvajamo v skladu z možnostmi finančnimi in tudi poskušamo čim več narediti sami, ker imamo za to tudi usposobljene kadre. Tako da se to vleče, tako da pač nas to pride tudi cenej, ne? Zato se mogoče investicija malo zavleče. Če je kaj nujno, seveda tisto izvedemo. Naša prioriteta je pa itak izvajanje javnih služb, ki jih je kar nekaj, kar pa ostane pa seveda potem časa pa potem delamo na trgu. Tisto nam tudi prinese neko dodano vrednost. Smo pa tudi letos z novim letom uspeli z reorganizacijo podjetja, tako da smo malo združili enote, se pravi, naredili operativni sektor in pa skupne službe in v smislu, da bomo tudi bolj učinkoviti. Tržna dejavnost ste izpostavili, kar nekaj možnosti imate torej tudi za to. Katera je tista nekako, bova rekla, najbolj uspešna? Ja, najbolj uspešna je seveda, ker izvajamo tudi javno službo teh urejanje okolice. Tukaj smo tudi kar strokovno podkovani. Potem so pa tudi komunalne gradnje oziroma različne gradnje. Je pa fokus predvsem na komunalne gradnje, vodovod, kanalizacija, ceste, s tem povezane zadeve in pa seveda energetika, ki je tudi v teh časih kar tržna niša. Pa ker smo pri energetiki, vsesplošno se nekako spopadamo z podražitvami, torej na vseh področjih našega življenja, tudi pri nekako ogrevanju je prišlo do kar precejšnje podražitve, tudi tukaj seveda v Murski Soboti oziroma pri vas. Ste morda razmišljali sedaj na tem območju tudi o kakšnih drugih trajnostnih rešitvah, možnostih, kakšnih drugih bolj, bova rekla, zelenih virov? Ja, mi smo seveda upravljalec, ne, skupaj z občino iščemo rešitve, ki bi dejansko na daljinskem ogrevanju pocenila storitev, dolgoročno je pa seveda potem treba izvesti kar drago investicijo. Na tem se dela, je kar nekaj predlogov. Dolgoročno bomo videli, kaj bo najbolj primerno. Vedno so neki pritiski na geotermijo, tudi na tem delu. Občina izvaja neke pač dejavnosti, tako da upamo, da bo to čez nekaj let zaživelo. Trenutno smo pač na plinu, kogeneracija je tudi vgrajena bila pred, mislim, da dobrimi 12 leti, 13. Je pa tako, ne, kogeneracija je rentabilna, če je cena plina nizka, se pravi cena odjema elektrike pa visoka, tako da tukaj pazimo, da delamo v tistem času, ko je to rentabilno. Lansko leto kogeneracije skoraj nismo imeli v
vklopljene, je stala, ker je razlika med plinom in elektriko bila zelo majhna, se pravi visoka cena plina. Zato smo tudi bili primorani v jeseni in pa že lani spomladi tudi dvigniti za nekaj ceno ogrevanja. Mi na tem segmentu res skoraj dnevno spremljamo cene plina na borzah in ga tudi tako zakupimo. Včasih se je to delalo na leto ali pa dve, sedaj cena tako niha, da dejansko zakupujemo po kvartalih. Moram pa povedati, da je trenutno cena kar nizka glede na lansko leto in smo glih pred tem, da bi pač nekaj kvartalov za naprej, ker je cena nizka, zakupili in bi tako tudi bila že v jesen cena ogrevanja nižja, kot je sedaj. Verjetno je vsekakor tu nekako pozitivno to, da so temperature sedaj nekoliko ugodnejše, da ogrevanja v tolikšni meri verjetno ni potrebno. To je tudi res. To je res, je pa januar bil kar hladen in je poraba bila dosti večja kot pa primerjalno z lanskim letom. Saj smo tudi v medijih videli, da je ogrevanje drago. Včasih odjemalci gledajo samo končno cifro, seveda kar je logično, ampak cena na enoto se ni kaj dosti zvišala zdaj od lanske jeseni, oziroma mi smo jo s 1.1. celo za nekaj znižali. Je pa pač ceno pomnožiš s količino in potem točno, ja, ki pa je višja. Se pravi, tudi apeliram mogoče na te večstanovanjske stavbe, ki so malo starejše, da se res lotijo, saj nekaj jih je v Murski Soboti že izvedlo energetske sanacije, fasade in tako naprej. Tukaj lahko dosti energije prišparajo, tako da to je velik faktor potem pri končni ceni. Sicer za letošnje leto verjetno aktivnosti so v teku tudi glede tistih tradicionalnih dogodkov, podobno kot vsako leto, tudi letos ne bodo nekako izostali, če tako rečemo. Ja, sicer je to še daleč, ampak v planu imamo, se pravi, te tradicionalne sejme. Tudi bomo videli, se še dogovarjamo glede pomladanskega sejma. Prvi ponedeljki ostajajo, sicer je sedaj lokacija malo drugačna zaradi gradnje poslovno-stanovanjskega objekta pri avtobusni postaji, ampak vseeno, jaz vabim, da ljudje obiščejo te sejme, se res dogajajo v Murski Soboti že desetletja in naj tako ostane naprej. Opažate, da je še zanimanje ne samo za obisk, ampak tudi za to, da so razstavljavci oziroma udeleženci sejma nekako s svojimi produkti prisotni še vedno? Ja, seveda. Saj tudi v smislu domače pridelave vseh izdelkov, mislim, da je primerno, da potem ljudje obiščejo to. Bolj so obiskani sejmi, bolj pritegne tudi sejmarje, da pridejo, ker imajo potem tudi na enem mestu glede domače obrti raznoliko ponudbo in mislim, da je to prava smer. Kaj pa sama tržnica? Ja, tržnica, tukaj se moramo še z občino kar nekaj pogovoriti. Tržnica ni tako obiskana, kot bi si želeli, tudi ni toliko prodajalcev, kot bi si želeli, ampak upam, da bo z nekim marketingom bomo poskušali, da bi vseeno tržnica v Murski Soboti zaživela. Je pa res, da pač Murska Sobota ni zelo veliko mesto, vsi imajo v okolici neke vrtičke, bom rekel,
ali pa neke vikende po Goričkem, pa tako naprej, si sami nekaj pridelujejo. Bi pa bilo dobro, da bi vseeno tržnica postala v mestu neko zbirališče in potem bi tudi več prodajalcev prišlo. To je naša želja, seveda. Vrtički pa so seveda na voljo tudi v Murski Soboti, torej tudi nekako preko vas. Ja, tudi preko nas, ne, se pravi, zdaj, če potegnemo po črtu, sami sebi delamo konkurenco, ampak vseeno, vrtički so na razpolago tam pri Vojašnici kar nekaj in so tudi zasedeni, tako ljudje imajo željo tudi, da se sami nekaj pridelajo. Niso pa to velike kvadrature, 50 oziroma 100 kvadratov se tam ponuja. Tako da, ja, če drugo ne, če jim kaj ne uspe zrasti, drugo ne, se malo razgibajo. Točno tako. Če pa je pridelek premajhen, pa na tržnico. Ja, tako. Tomislav Zrinski, direktor Komunale Murska Sobota. Najlepša hvala za danes vse povedano in pa za vaš obisk. Želimo vam seveda uspešno izvedene vse aktivnosti, pa tudi seveda dogodke, ki čeprav so morda še daleč, jih verjetno z veseljem vsi pričakujemo. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Toliko, spoštovane gledalke in gledalci, tokrat ostanite še naprej v naši družbi.